Ljudje in ljudine, poslušate 173. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod, odkrili beloriteža v okoliščinah dvomljivih, smo tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamo, tokrat znova brez gosta, a zato nič manj gostoljubni. Današnja epizoda je posvečena miniseriji Buddies, ki jo lahko od 19. oktobra gledate na Netflixu, sestavljajo 8 epizod. Če pa omenjene serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si jo morda najprej poglejte. 8 epizod, kako težko je to. Preden poslušate dalje, če pa ste serijo že videli ali pa je niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njej povedali mi, pa si nataknite klobuk. Katerikoli klobuk, v enem od zgodovinskih obdobij bo gotovo pasal, ampak samo klobuk. Vse ostalo slecite in se odpravite z nami, skočili bomo čez 3, 2, 1, maestro, 1, nadčasovna. Kratka, serija Buddies, telesa, trupla, tako nekako bi lahko prevedli v slovenščino. Žanr je znanstveno-fantastična zgodovinska kriminalka, skrivnostnica, srhljivka, skratka motivi oziroma teme so potovanje v času, časovna zanka, detkovo protislovje, je nekdo pripisal? Ja, to sem probal prevesti, Grandfather Paradox. Tako. Protislovni dedek. Ja. Tako, ki se laže, da je bil pri rdečih pa pri belih. Ja. Glasuje za tisto stranko, ki namerava penzije znižati. To, na primer. Ja. Drugače je to lahko tudi problem detka, ampak mogoče to res preveč zveni, da ga moraš v dom dati. Ja, v bistvu. Ja. Mi imamo problem, dedek. Ja. We need to talk about dedek. Ja. Ustvarjalci, to je prva taka večja stvar Paula Tomalina, ki je pač skrbnik zgodbe, bil story editor, urednik zgodbe pri 6. sezoni serije Shameless, napisal tudi eno od epizod, napisal eno epizodo serije Torchwood, pisal je za serijo No Offense in drugo sezono serije The Frankenstein Chronicles. Drugače pa je to serija, ki je nastala po istoimenskem stripu, ki ga je ustvaril in napisal Cy Spencer. Risali pa so ga različni striparji, vsak svoje zgodovinsko obdobje. Izdan je bil kot omejena serija v 8 zvezkih pri Vertigu, imprintu DC Comics, ki ga je lani že drugič ponatisnil v eni izdaji. Seveda, ko je zaslišal ta sladki zven kovančkov, so pri DC-ju rekli, ok, to bo zdaj serija, dajmo to ponatisniti. Skratka, strip se da kupiti na Amazonu. Jaz sem bil malo začuden, ker ga ni v hrvaščini, ker ponavadi Hrvati tudi to kar sproti hitro prevajajo. Če preletimo na hitro res igralce... To bi še dodal, da Cy Spencer je žal pokojen, je umrl, preden je to izšlo. Res? Ja. Preden se naredil serijo. Okay. Ali preden je strip išel? Preden je serija. Ok. 2021. Najbolj škovit. Insert sad. Ja. Jacob Fortune Lloyd je Carl Weissman, igral je Wolf Hollow, se ga mogoče spomnite, The Queen's Gambit, Star Wars, The Rise of Skywalker, ne vem, kaj je točno tam igral, pa See How They Run. Amaka Okafor je DC Shahara Hassan, The Responder serija, če kaj kdo spremlja bolj BBC-jeve stvari. Kyle Soler je Alfred Hillinghead, drugač ogromno krat nagrajen gledališki igralec, igral je v filmu Anna Karenina, serije Paul Dark, Star Wars Andor. Shira Haas je DC Iris Maplewood, serija Unorthodox, to je serija, v kateri eden od nas tu ne zna utihniti. In pa mal s cmokom v grlu izraelski film Asia, ampak ok. Greta Scacchi je Lady Polly Harker, tudi ogromno nagrajena igralka, prejela je Emmyja za televizijski film Rasputin, Dark Servant of Destiny.
To moraš pogledati samo zaradi podnaslova. Ja. The Playerju je fenomenalna. The Player. Okay. Ja, Tim Robbins je tam glavni vlogi od tega Altmana. Zelo dober film, Robert Altman. Okay. Tom Mothersdale je The Body, oziroma kot pozneje zvemo, kvarnik profesor Gabriel Defoe. Ni kaj dosti ga. Michael Gibson je DCI Danny Barber. Tudi on je kar veliko ima filmov za sabo, The Bank Job, sem jaz nedolgo tega gledal, Star Wars The Last Jedi, The Crown, tudi tam je bil, in pa seveda Stephen Graham, Commander Elias Mannix, oziroma Sir Julian Harker. Jaz se ga res spomnim iz Snatcha, tam je tako, sem je užgal v zenice in potem si ga videl v resnici v naslednjih letih skoraj vseh takih filmih, Gangs of New York, This is England, in pa bil je Al Capone v Boardwalk Empire in pa Hayden Stagg v Peaky Blinders. In pa za tiste, ki pač v musiclu Matilda igra Matildinega fotra. Okay. To je vloga, ki jo Danny DeVito igra v svoji verziji, s tem, da tale še poje zraven. Kar vredo, da Danny DeVito ne. Da ga na meni silo, to je. To je skratka hiter pregled in zdaj še malo zgodbe, ki nam je pa tradicionalno povedal Igor. Igor, izvoli, odar je tvoj. Tis the season, ali kako? Ne bomo rekli besede na B, ne? Še. Zgodba se odvija hkrati v 4 časovnih obdobjih, v katerih različni detektivi Scotland Yarda odkrijajo truplo istega človeka, ki bo streljen v oko, ampak naboja ni v glavi. To se vsakega šokira. Prvi je Hillinghead leta 1890, drugi je Weissman leta 1941, tretja Hassan leta 2023, četrta pa Maplewood leta 2053. Pri tem ima vsak od njih neko izstopajočo posebnost, recimo Hillinghead je gej, Whiteman je jud v sred blica, ki se sooča z veliko antisemitizma, Hassan je muslimanka, ki zaradi narave dela v sporu z skupnostjo in seveda z naciji, ki jih je polno v Angliji. Maplewood pa je kibernetsko nadgrajena in ima vsadek v hrbtenici, ki jo omogoča, da sploh hodi. Zdaj skozi preiskave serija predstavi tudi različne družbene vidike, ki so povezani z detektivi in njihovim časom, kar je pač tudi Aljoša preomenil, da je to deloma zgodovinsko. Sicer pa gre za zgodbo potovanja skozi čas, ki se začne v prihodnosti, torej time loop se začne tam, kjer vodja na videz benevolentne diktature, ki vlada Britaniji, odpotuje v 1889, da se tam uveljavi kot mogotec in vzpostavi kult, ki privede do tega, da sam postane svoj potomec, ki je zaradi družinskih in družbenih vzrokov prisiljen v sprožitev jedrske bombe sred Londona, ki vodi v izgradnjo nove družbe. Če zdaj poslušalci niste čisto imeli, se bomo šli skozi detajle, basically je treba gledati, da postopoma razbereš to. Torej, znanstvenik je naredil časovni stroj, stopi vmes in njegovo truplo je tisto, ki se multiplicira v časovnih linijah. Zdaj pa je tako, da veliko mehanike potovanja v času ostane nedorečene in tudi malo nesmiselne. Če smo odkriti, ampak k temu pridemo kasneje. Tako, ja, to je v resnici to. Gremo skratka en krog, kako nam je bila všeč serija, Mito, mogoče ti začneš. Meni je bilo v bistvu zelo všeč, mislim, da je upravičeno reči, da je sorodnik Darko, ne? S tem, da prizna... Doni Darko? Prosim? Doni Darko? Ne tistemu Darko, čeprav ima ene crazy elemente, ampak ful manj poharskih. Nima veze. Sorodnik Darku, predvsem po tej mehaniki, ne? Pa po tem logiki časovnega potovanja, ki nikoli ni razložena, v bistvu se bolj ukvarja zgolj z časovnimi paradoksi, z tem loopom pa z grandfather paradoksom. Je pa bistveno manj komplicirano kot tole. To je zadržana miniserija, torej v 8 delih zadržana. Ne? Pa nima te kvalitete, mislim, da Dark je dosti bolj zanimiv, dosti bolj te pelje skozi, malo bolj te tudi napada v smislu, kdo so vsi ti liki, ki nastopajo tle, dosti bolj poenostavljeno. Ampak ima pa en svoj čar, no. Mislim, da v bistvu kljub tem poskusom, da se grejo neke te, zdaj bi temu že
čisto lahko rekli, kao identitetne politike znotraj zgodovinskih obdobij, je malo površno narejeno, na hitro narejeno, liki zaradi tega malo trpijo, ni pa ful moteče, vse meni ni bilo. No? Na koncu se mi zdi, da je v bistvu čisto ok, crime, krimično z elementi, ki pa niso toliko v oči bodeči, da bi te zmotili pri raziskovanju tega umora ali zagonetke. Ne, kar se te identitetne politike tiče, se mi zdi, da je zelo v redu uporabljeno, ker s tem, ko vsak posameznik na nek način izstopa iz svojega okolja, ful lažje opišeš to okolje. Oziroma prikažeš to okolje, ker ne gre za knjigo. Tako da to, da je on tam gej in ona muslimanka, recimo te elementi ful kažejo, koliko je njim težje vsakemu posameznemu znotraj tega okolja preživeti in dosti bolj plastično sliko tega okolja vidiš, čeprav, koliko sem bral, so nekateri bili zelo nezadovoljni, ker določene stvari zgodovinsko niso najbolj tam, kjer bi morali biti. Konkretno tole prikaz Blica je pač zaradi potrebe akcije, tam panika, ko laufajo v zaklonišče Angleži, kot je Sting povedal, a gentleman will walk, but never run. Ne, dovolj naprej so vedeli, kdaj bo bombni napad, da niso rabili panično bežati. Tako da je to neumestno v bistvu, ampak rabiš pa zaradi zgodbe, da ono dva lahko basically pobegne. Ja, k temu se lahko vrnemo še kasneje, ampak mislim, da je dost zgodba prirejena temu, da se bo like izpostavi, sicer na mogoče mestoma okorne načine, ampak ja, cela zadeva je v bistvu prikrojena njim, bolj pa kako se to izpelje, pa še lahko, kako rečemo, ko vidva svojo oceno še podate. No, Aljoša, kako se je pa tebi dopadlo? Ali bi ti Bodis uvrstil v svoj top 5 time travel? Ne, v top 5 gotovo ne. Hotel sem reči, jaz sicer mislim, da mene absolutno me ni motil, da so pač ti liki neki obstranci v vseh teh družbah, ker razen Hillingheada, kjer on ni mogel, ker mislim, da ni vplival na to, so ostali seveda izbrani. Tako Weissmana itak napotijo po truplo, mu povejo, kje je in ga njega pošljetja. In jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker je on prvič skorumpiran in ga zlahka tudi požgejo, takoj se ga znebijo. Potem pa enako tudi, skratka, tole, se pravi Hasanovo, ker jo tudi, mislim, da njo itak mulc privede do trupla. In jaz mislim, da je bil to ves namen tega, da se je on pokazal tam s pištolo, da njo privede do trupla, ker ona mora biti pri truplu. In tudi mislim, da je po moje tudi ona nekako namenoma izbrana ravno zaradi vsega tega okoliščin, če sem jaz razumel. Nikoli enih stvari ne pojasnijo. Ne? Meni je bilo fajn predvsem to, ker jaz obožujem zgodovinske krimiče in tukaj je pač veliko tega. No? In z tega stališča mi je bilo v začetku dosti bolj zanimivo, ker dokler nisem pač pogruntal, kaj je poanta, se mi je zdelo pač zelo zanimiv problem 4 trupel. V bistvu je samo v prvem delu so 3, zato ker mislim, da čist zadnja scena. A ja, v zadnji sceni že vidiš prihodnost. Vidiš prihodnost in vidiš, da se on še zbudi. Tako. Imaš prav, to je prva epizoda. Ampak najprej je skoraj celo prvo epizodo so 3, samo in tako. In meni je bilo tisto, se mi je zdelo zelo intrigantno, zelo zanimivo, pa tako, ker sem rekel, jaz se obožujem zgodovinske krimiče in mi je všeč. Eden je bil postavljen, se pravi, v čas Jacka Ripperja, ga tam čisto na začetku menijo pri tem Hillingheadu in tam se recimo dogaja Ripper Street, ena mojih najljubših zgodovinskih krimičev pač serij. In z tega stališča sem zelo užival tudi. Meni so se zdele ene stvari, kako prikaže čas, zelo zanimive. Mogoče bi lahko bilo za moj okus več tega razlik med njihovimi postopki, kako pač seveda ima DNK, ne vem kaj, oni imajo ono, oni nimajo vsi vse. Nekaj na začetku je bilo še tega, ker Hillinghead reče, model, mislim, da prstni vtisi, to pa je moda iz kontinenta. Continental method. Tako, v tem smislu, ker v tem času je ravno res to prihajalo, ta daktilografija, ali kako so temu rekli takrat. Se pričujem za tiste, ki zdaj s tem nas obremenjujem, ampak pred kratkim sem raziskoval za en članek za Sherlocka Holmesa, sem ful bral o tem in to, z tega stališča mi je bilo super. Zapletlo se mi je potem,
ko pač pridemo do tega, kaj je poanta, mislim, kaj se je res zgodilo, tam me je malo zgubilo, ampak o tem bomo recimo kaj rekli v naslednjem krogu. Ne? Skratka, zdaj jaz mislim, da se strinjam s tabo, Mito. No, meni je to bilo pač tako res, tudi kar gnala me, jaz njo to tako res nisem je niti nameraval tako hitro gledati, kot sem jo gledal, ampak tako definitivno nisem mogel samo ene epizode pogledati, sem takoj drugo pogledal. Vsaj dve, če sem le lahko, sem pogledal 2 epizode, čeprav nisem imel dosti cajta in to meni vedno govori, da je v redu, da je serija fajn. No? Pa igralska zasedba, jaz moram reči, da res to, kar sem bral, pač dosti je teh sicer gledaliških igralcev, ampak bili so super, no? Jaz moram res reči, da so bili. Dobro, ta Healing Head je en tak res lep dečko, da si takoj, fuck, gej bo. Takoj vidiš, da bo gej, ker sem brado, bi mogel stran dati, pa bi bil tak nek pretty boy. Ampak tudi ostali, meni bo ta Weissman super, tale Hasan mi je bila fenomenalna v tej vlogi, tudi tale iz Unorthodox, kaj smo že rekli. Hasova. Ja, Shira Haas je bila super, taka zelo nenavadna pojava, zelo ima eno tako čudno prezenco, ki ima tako mehko telo po eni strani, pominja kaj na eno tako malo čarovnico, ampak po drugi strani je pa taka velike oči, majhna glava, ful ima teh ekspresij obraza, zelo dobro se mi zdela. Se mi zdelo res tako, kar se igralskega tiče, ful dobro narejeno. Kaj pa ti, Igor? Zdaj, to, kar ste rekla, liki so super, ta zgodovinska obdobja je ful zanimivo, ker imaš neke kontraste, ampak zdaj seveda lahko bi še šli primerjavo postopkov, lahko bi en kup stvari primerjal prav, kako se razlikujejo njihovo delo in njihov čas in vse. Tega je vedno lahko več. Ne? Tu zdaj ne moreš se ustaviti. Mislim pa, da bi lahko tempo zgodbe upadel, če bi še kaj tega hotel dati. No, in tempo moram reči, da je super. Me pa tale mehanika potovanja skozi čas, čeprav mi je najprej bila super, na koncu precej pustila, pač preveč pusti nedorečenega. Ne? Mislim, da se tega kar lotimo. Ne, komot lahko je. Torej, kot na koncu vidimo, ne, v bistvu, ko je tale Defoe šel nazaj skozi čas, ga je vrglo v 4 časovna obdobja, ne vemo zakaj. Niti ne razložijo, zakaj je Mannix vrglo samo v eno in zakaj je on ga vrglo v 4 in kar še bolj zanimivo se mi zdelo, ampak pol to pustijo čist, vrže jih očitno hkrati toliko let nazaj in toliko naprej, ne? In bolj s tem se sploh ne obadamo, kaj se bo zgodilo čez za drugo sezono. To leta. Samo ne bo druge sezone, ne? Tudi stripa ni druge sezone. Ne? Tudi nima, mislim, tu so ene stvari, ki jih res ne vem, kaj so hoteli s tem povedati, ne vem, kak point ima to, razen tega, da pol lahko pridejo do Defoeja čez 4 dni še enkrat, pa jim še vedno ne zna čist nič povedati. Ne? Tako da to se mi je zdelo off, no. Mene pa, če smem, mene pa ni toliko motil zgolj ta pač tu pa tam neka luknja, ne? Da res Eliasa / Mannixa ni v 40-ih pa v 2023 naprimer se ne pojavi, kljub onemu obrazložitvi tega doktorja, da se ta delec, ne vem kakšen delec razdeli, pa da je pač neka hitra ekspozicija tam te mehanike za temo, ampak je ful prehitro pa premalo. Ne? Ampak, veš kaj je bil po mojem point, vsaj kak jaz vidim, je, da pač a poznate Terminatorja? To je to. Ta neka mislim, da so šli na to neko logiko, greš noter, prideš go ven na drugi strani in to je to. Samo da pač najbrž nimajo Skyneta, da bi tunali, kjer datum lahko skinajo in to je to nekako. Jaz sem tak film imel, da v bistvu se res nočejo s tem preveč ukvarjati, samo kao imejte v glav, da to je potovanje po času in to. Ne, edino, kar se je meni zdelo, da bi lahko bilo smiselno, je, da on malo tam densa še, a bom šel, a ne bom šel, a boš streljal, ne boš streljal, da fal predno odskočim, da mogoče zato ga v 4 čase vrže, ali pa zato, ker tako leti, ko ga ona ustreli, it does not make, ni logike, zakaj njega v 4 časovno obdobje vrže. Ne? To je tisto, kar je ključno za to celotno serijo, ampak ni jasno. Ne? Plus, to se mi je pa zdelo malo slopi, ali pa ne vem, ampak prvi del je
do 6. epizode je zaprt časovni lup in ti v bistvu ugotoviš, kaj bo delalo, in potem oni ugotovijo, kako ga razlomiti. Ampak z zaprtega časovnega lupa ne bi dobil brez tega, da oni tega ne naredijo. Lup ne bi mogel obstajati brez tega in oni ne bi mogli tega narediti, če bi lup obstajal. Ja, samo zato se reče paradoks. Ja. To ti ni všeč. Ne maram paradoksov, hočem lepo razloženo. Igor, hočeš vse lepo, z diagrami, lepo prosim, z imenami mašin in vsega. Ja, ne vem, jaz sem več čas mislil, da je pač ravno zaradi strela njega vržen nekak, zaradi tega naboja, zaradi tega, ker mogoče on truplo pa mašina nekak. Ni truplo, se oživi pol, ne? Oživi tam, ja. Ne vem, jaz sem več čas mislil, da je tu neka fora, zato ker njih tako, ker vstopijo v mašino, jih tako, kada jih malo spiga, kada bi jih hotlo na vse strani naenkrat. Ja, potegniti. Ja, potegniti. In potem se mi zdelo, da ne vem, mogoče je pa Metek nekaj naredil, pa pač ga je pol v 4 strani spigalo. Ne vem, meni v resnici ta mehanika ni bila to, ker jaz sem pač to vzel kot Star Trek. Ja. Pač imamo neki dela, ne vemo zakaj, ne vemo kak, fucking dela pa. Zato, ker je Scotty naredil in naredil je v pol tega časa, kot je rekel, da bo naredil. In tu nisem, mene bolj, kar je mene ves čas begalo, je en družben kontekst vsega skupaj, premalo je bilo enega konteksta na enih mestih in pa motivacija likov. To me je včasih predvsem motila. Pri družbenem kontekstu mislim namreč to, da meni je bila super, ko skratka tale Maplewoodova na začetku pač sodeluje z tem skratka Grahamom, ne, se pravi Mannixom, ja. Zato, ker pač oni živijo v neki relativni utopiji. Zdaj sicer ne vsi govorijo, da je to antiutopija, ne? Pa je govorijo, da je na totalitarni nadzor, ampak mi kot gledalci, ti ne vidiš nič od tega. Ne veš čisto dobro, njegova slika, njegova podoba se pojavlja na nekih stenah in tako, malo je creepy, to vsak voditelj. Mislim, spomniš se asociacijo ti na Orwella, da? Ne? Ja, seveda, ampak dejansko pa kaj dosto družbi ne zveš, a veš, ne vem, tehnološko je očitno ful napredna, ona lahko hodi, čeprav ne bi smela, nekaj ima ta sadek. Nimaš te in jaz bi imel malo več tega pokazanega, kaj on naredil zdaj za vsem tem, ker če je to recimo res neka družba, ki je malo benevolentno dobra, je to meni super moralna dilema. A greš ti uničiti nekaj, kar je dobro, samo zato, ker je na slabih temeljih. A se ti zdi pol, da je tisti par prizorov z njenim bratom, ki je tudi na vozičku in pač ni sprejel, zdaj bom rekel zelo po hashtag resnica, transhumanističnega vsadka, ne? Ja, je točno to. Ker jaz sem imel ta vibe, da v bistvu en del družbe se noče preklopiti na whatever, Skynet, rečemo temu. Sej, ampak a veš, a so to hipi neke vrste, ki pač nočejo tega, ali so pa to ljudje, ker pač ugotovijo, da prek tega si ti totalno nadzorovan, država ve, kje hodiš. Vse ostali niso preklopljeni, ona je preklopljena, ker rabi biti njena soseda, ni. Samo imaš upornike potem, ki se borijo pač proti Mannixu, ker ne vemo zakaj, to je to. In to mene malo moti, mislim, moti me pri tem, da bi jaz, ampak itak se pol skratka... Izkaže, da je on atomsko bombo sprožil, ki je pobila 500,000 ljudi. Ja, hočem reči, da Maplewood itak si pol zelo hitro premislil. Najprej ga še vstrela in tako je žal in pol tisto tudi naslednjo noč skuži, kako bi lahko popravila to. Skratka, ni neke velike dileme, čeprav meni bi bila to ključna pač stvar, ker to je dilema, v kateri mi vsak dan živimo, ne? Ki si mi tudi rečem, glej, zahodna družba, relativno varni smo, relativno fajn, ampak za ceno česa? Mislim, da... Tega, da je Janković župan. Okay. Ne, mislim, da so, kar se meni zdi, da so skušali, je vse postaviti na osebno odločitev. Ker pač Hassova / Maplewoodova, detektivka Maplewoodova je izgubila starše. Vsi trpijo za neko izgubo. In pač na koncu, ko se izkaže... Ne hodi zaradi tega. Ne? Ja, ampak... Izkaže se, da v bistvu zgolj starejša inačica Hasanove ve resnico, da je Mannix odgovoren za atomsko bombo in če to preprečimo, bodo vsi vaši ljubljeni preživeli. I guess, da je to. Ja. Da je to motivacija. To je motivacija. Je pa res, da world building ni tam, ko bi mogel biti, ker skuša v bistvu z bližnjicam ti nekako reči bolj, a veš, Terminator
to so to, pol imaš pa Vifo Vedeta, naprimer, Tako kao, je. ne, to je malo to. Ja, a veš, Ja, mal je kulminacija vsega tega. To imaš prav, ful je takih. In to mislim, da je za me pač glavna ta pač napaka te serije, točno to predvidevanje. Lej, to je Terminator, pač vse vemo. Pač nehimo se s tem ukvarjati in mislim, da dost momentov je meni takih. Ne? Pol mi je bila pač pa tisti ključen pač problem, ki je mene pa pač serija malo zgubil, pa konc, kjer imaš ti najprej seveda mulca, ki ga glas, za katerega mu pravijo, da je on na gramofonski plošči, v letu 2023 prepriča v to, da pobije 1 milijon ljudi s pritiskom na knof. Zdaj, pritisk na knof je nekaj najlažjega, kar narediš, itak nimaš ideje, kako je pobiti 1 milijon ljudi, ne veš, skratka, ni da je to, ampak mene je to strašno motil. Kako ti, zakaj prepričaš? Prvič, nihče mu ni povedal, a je prihodnost pol boljša, nihče ni niti meni kot gledalcu pojasnil, kako je on pol naredil lepšo prihodnost na truplih pač teh ljudi, a jih nas je bilo preveč, a je bila to fora. Zakaj so mogli ti ljudje umreti? Zakaj ti ljudje? Zato, ker ubijajo Westminster in center Londona. Zato, ker pobijajo te pač bogataše. Bogatune. Ja. Skratka, zakaj mora on sprožiti? Zakaj niso ti njegovi kultni? Ker ni bil ljubljen. Ja, ker ni bil ljubljen. Ja. In jaz razumem, vsi najstniki se počutimo neljubljeni. Na neki točki smo se počutili, smo se počutili neljubljene na neki točki naše preteklosti, ampak a je res od nas kdo hotel s pritiskom na gumb pobiti milijone ljudi, ki ti niso nič naredili. Ja, če bi mu nekdo rekel, tvoj fotar je tam ali pa neka fora. Jaz razumel. Tako pa se mi je zdelo tako, pol pa dobi drugo plato in mu on pove, ne, glej, zmotil sem se. Ja, tudi če jih vse pobiješ, ne boš ljubljen. Jaz spis, da jaz bi jih pol prej pobil. Ne manj. A veš, take stvari, to mi pa ni bilo jasno. Prva plata njega ne prepriča. Seveda ne, prva plata vsakega peta je pač uvod, druga plata je pomembna. Njega prepriča to, da ga mati še enkrat zavrne. Tako, da ga mati zavrne, ja. Kar je bilo pa tudi od Hasove pač totalno nepotrebno neumno. Hasanove, ja. Hkrati pa se mi zdi tudi tako, a veš, končno imaš nekoga v svojem življenju, Hasanovo, ki gre s tabo pod mizo, s katero se pokonektata, ki skrbi zate, ti pa še vedno, nihče me nima rad, pa daj, crkam. Ne, to mi je bilo pa seveda... Ti bi bil prav huda teta Justi, Pa seveda potem, kako njega kot odraslega, jaz, ker sem mislil, da je ona šla nazaj, zdaj bo pa šla Poli povedati, kaj je on naredil, ampak ne. Hillhead onemu vcepi v glavo, da on čez 6 let nekje blekne, ki ima one načrte ven, jaz sem pobil one ljudi, zato ker on veš čas, da ima ta dvom v sebi, a ga ima ona res rada ali ne. Pa dej, no, mir, kakšne psihološko kockanje z milijoni življenj je to, no. Ja. V bistvu je zanimivo, da nikoli ne pokaže nekaj teh psiholoških nagnanj od tam malega. On je samo pač zapuščen, sirota je, nimaš blage, kdo ga ima preko še na koncu zveš, da je v bistvu to ena velika nameštalka, da ga, zdaj ne vem, a ga oni grumajo non-stop, razumeš? Sej je bilo vse kaj tega, mislim, sej mal kaže tako pač vse te posledice tega, ampak jaz mislim, tam me je mal zgubilo, no? In potem seveda čisti konec, ker pa zdaj on ne pritisne in mama prileti ven in je tako, sinko moj, in zdaj ga ima nekdo rad in... Je pozitivno. Kaj pa dejansko zadnja scena? Ko Hasan gre v avto in jo Maplewood nenadoma viznica. Pa na stopnici vidiš on napisi iz prihodnosti. Ne vem, kaj je to. Ne vem. It makes absolutely zero sense. Tudi meni, ampak... Če posebej zato, ker Maplewoodu samo enkrat vrglo tist čas, se ni bilo na večjih časih. Mogoče pa je njo. A veš? Mogoče je pa njo večkrat. Mogoče je njo tudi 4-krat, ker mu očitno sam Mannix se je zlizu za enkratni preskokom. Ali pa preostale verzije Mannixa pač avto povoz. Dobro, ampak če bi bili v istem časovnem cajtu več nuggetsov sred ceste, meni, da bi to nekdo pokonektoval. Ja, se so. Ti si ga enega, ti si mi mogoče bilo malo. Take stvari so me malo motile, pač vse je bilo tako ful dober načrt, ampak potem je vse odvisno od nekega psihološkega, ker ti res ne veš, kako se bo človek
kako se bo. Jaz sam sebi ne bi verjel z prihodnosti. Jaz že prvič bi si rekel, ne, sorry, Ljoša, fuck off. Ne. Mislim, iz prihodnosti si pa na plate snemaš. Vse loto številke povedi. Ja, vse neki mi daj pizda. No, nihče me nima rad, ampak naj me nima rad na lepih lokacijah. Tako da to je bilo mene, kar je mene glavno pa zmotilo. Zato se meni zdi, delim si mnenje, ne? Mislim, da pač, preden se Igor zadrgne, bom še rekel, da pač zato se mi zdi, da so res položili vse upe na kvaliteto te serije, bolj na te res karakterne ali pa osebnostne vrline in potem kvazi identitetne politike. Ne? Ja, plus še eno, ko si omenil, ful tak pač rečejo, mislim, rečejo, ne, ampak dajo ti idejo, da to je tako Terminator ali pa V for Vendetta, plus onemu Menixu dajo rumeno vetrovko, tako v Dark. Ja, še to je. Ja, to se mi je zdelo lušno. Ali pa Last Action Hero. Te vizualne reference so tudi kar zanimive. Ja. Čeprav meni je bila tale mašina, kako se že imenovala, kaj so že rekli, da je tam časovni stroj njihov. Meni se pravi na ime, pa sem zdaj pozabil. Ampak skratka, kako to zgleda, no, ko stopiš v časovni stroj ali karkoli bomo temu rekli. Mi je bilo lepo narejeno, no? Res produkcijska vrednost serije je bila fajn. Ja, nasploh se mi zdi, da so v bistvu z precej zamejenim budžetom v smislu Netflixovih serij naredili precej. Ja. Ta ponovna uporaba vseh teh lokacij, locirano samo na eno ulico in okrog nje v Londonu, da je v bistvu dost bilo fokusirano, kje ležijo kvalitete. Tudi prihodnost, kakorkoli pač so jo že prikazali, je bila ravno dovolj, da veš, da se razlikujejo med sabo, da imaš te različne barvne tone, če sta opazila, pa določene estetike posredi, ki nagovarjajo, pa te vodijo skozi. Tako da bilo je res vse, se mi zdi, pripravljeno za to, da se ne obadaš z world buildingom pa science fictionom, ki za tem leži, da si res fokusiran na njih, koliko pač si potem ta fokus zasluži te pozornosti. Ja. Pa to je res lahko serija, mislim, to se res lahko dogaja samo v Londonu. Ker tam imaš ti res, to je zgodovinsko mesto, ker se imena ulic niso kaj dosti spremenjala. Pa kjer en cego obstaja že 150 let. Ne? In se je nekdo podpisal gor in vidiš, ker to v Ljubljani to ne bi šlo. Pa še, če hočeš bombo, z atomsko bombo čim večje število bogatašov beg spraviti. Jo daš v banko, ja, sure. V Londonu. Westminster. Ja, mislim, ste pravi, marsikaj pa je res bilo malo mogoče škoda, da kakšnih stvari ni mogoče tudi več pokazali. Ampak drugače mene to ni toliko motil, vse te prepletenosti, intrikantne in vse to, kako si je on pač to zamislil, da bo obogatel in vse to. To se mi je zdelo pa zelo brihtno. V resnici bi tudi jaz kaj takega bil, če bi imel časovni stroj. Greš nazaj, pa si pač se pripraviš za prevzem oblasti v prihodnosti. Jaz mislim, da se serijo da tudi pohvaliti na tem načinu, kako je bila zgodba skonstruirana. V bistvu, kako so ti jo nizali počasi, kljub pečinu visov na koncu vsake epizode, da te je vlekli naprej. Ampak, a veš, da se ti je murder mystery, oziroma se je murder mystery, ker se vsi ukvarjajo ti detektivi z kdo dejansko je ta truplo v tej uličici, da je to res počasi pa narejeno, vse tam do ene 5., 6. epizode, da te vleče to naprej. Tako da mislim, da v tem mojem skromnem žanrskem poznavanju čisto krimič. Ne, sej. A veš tudi to, kako se pol ta kult izkaže, da ima vseeno posod neke svoje ljudi in tako, da ni kar to, da je to ena resna reč, je seveda zelo fino narejeno, tudi kako se mi je zdelo, da polko pokaže pa skratka Menixovo zgodbo, kaj se njemu zgodi, ko on pride, skratka tja, se mi je zdelo zelo, malo je bilo vseeno nekega tudi naključja, tam, da ga posvoji neka bogata vdova, zato ker on trdi, da je nek sin, ki je zginil v vojni, da je tudi taka ženska, ki ga pol sprejme, čeprav je jasno od začetka, da to ni njen sin. Ja, to kar gamble bil, ja. To kar hud gamble. Ja, ampak si je vedel to, ne? Ja, mislim, on je vedel, da je on zginil. Glede na to, da je v lupu, je moral vedeti, to, ker je vedno bilo tako, dokler na oni tega zjebejo. Tako. To je res, ja.
Ja, Tako da je bil kar lahko samozavesten. Ja, se to vedno ta fora, ne, tega prvega lupa, že takrat vedel, ali mislim, enkrat je mogel riskirati, ne. Ta drugič je bilo že pa tako, ne, imamo mi to. Tako da, Dobro. To? Kaj imamo za povedati? Ja, vem, razen če ste videli hotela razkriti kakšne svoje ideje, če ste kdaj želela biti sama sebi dedek. Ne, not really. Ne. Ampak z incesta pridejo lepi otroci, pravijo. Angleška kraljeva družina je dokazala. Ja, sem Habsburžane. Kako v koroni si pogledaj, kako lepi so. Dej, no. Ja. Ok, pejmo, mogoče ta vprašanje, ki si ga prej Igor ti omenil, ne, torej, če imaš neko lestvico, naprimer, ne, teh time travel. Full fan lestvic tega. Ja, ajde, dajmo pol skozi. Kje, naprimer, ajde, če imaš tole, pa bi zraven tega priporočil še kaj za pogledati. Omenili smo Terminatorja, pa Dark. Ok, še kaj. Ja. Zdaj sem pozabil ime, ono, ko je Bruce Willis, pa Looper. Definitivno. A ja, smisel 12 Monkeys. 12 Monkeys je tudi zelo dober, ja. To imaš, ko omeniš Bruce Willisa. On je igral v enih 6 takih filmih. Ja, seveda tudi 12 Monkeys. Ja. Serije jaz nisem nikoli gledal, tako da nimam pojma. Jaz sem probal gledati, torej film temelji na kratkem filmu Chrisa Markerja, francoskega filmarja iz teh sodobnika od Godarja, torej novovalovskega, ki pa ni film, ampak so fotke in naracija. In je 20 minut in pove celo štorijo in je tak dolg. Tako je fotka, gre in malo se premika kamera prek fotke in razlaga, kaj vidimo na fotki, in to sta ta dva, ki se pogovarjata. To. In basically je ista štorija kot 12 Monkeys, samo res dolg cajt. Tako da ne priporočam, pozabil sem že tukaj naslov, ampak Chris Marker je drugače delal izjemne dokumentarce, tako da reš to gledajte. Meni se je Looper vedno zdaj ena boljših time story, ker zelo vredu to zaključi cel krog pa to. Drugače od knjig je fenomenalna od serije Časovne stroje. Emily St. John Mandel, ki je napisala Station 11, je njena zadnja knjiga trenutno, ima naslov, ki mi je z glave padel, in je time travel in je full vredu. Se pa dogaja tudi v več časovnih obdobjih, in sicer nekje v 19. stoletju v odročnih delih Kanade, pa potem v sedanjosti, pa v prihodnosti, kjer živijo na Luni, pa v daljni prihodnosti. In je zelo zanimivo zloženo, tudi tako zelo lepo se sestavi cela štorija, ki gre v eno smer in potem v drugo smer nazaj, časovno. In pač pogledajte Emily St. John Mandel, ne vem zdaj naslova. Ali še? Zdaj, samo time travel, definitivno valjda Back to the Future, in vse to vse dobro, tudi tam je neke vrste loop, ker se ona dva morata oženiti, oziroma on ne sme postati samemu sebi fotar, tako nekako, in tudi ne more, no? Samemu sebi, drugače pa neskončni 2 minuti, no? To smo gledali par let nazaj na Kuripolti, oziroma mislim, da sem jaz na Leafu že gledal, kako je že bilo tako nekako, ali bil pa pozneje na Leafu eno tega. To jim je zame še vedno, mislim, da je najboljših filmov potovanja v času, ker je tako minimalističen, ampak tako genialno narejen, da res ne veš. Ja, plus s tem gimikom, ki ga uporabi z televizijo, ne rabiš nobene mehanike razlagati, kak je nastal časovni stroj ali loop ali karkoli. Ker ni v bistvu ni časovni stroj, ampak je bolj vpogled v prihodnost. No, tako imajo. Za 2 minuti lahko vidijo naprej, kaj se bo zgodilo. To pa letos je bil, se pravi, Lola, je pa časovni, je pa se mi je pa zdelo pri Loli, ki je bil letos na Leafu, recimo, pa zanimiva pač ta ideja, da oni, ki sta seveda pomagali Britaniji prej zmagati, pa lažje zmagati drugo svetovno vojno, brez velikih žrtev in vrniti takoj Nemčiji nazaj, s tem nekako pomagati lastnemu fašizmu v Britaniji, da
da skratka se vzpostavi, zato ker oni dve pač gledata tudi naprej Musko in pol ona ugotovi, da ni Davida Bowieja. Zmanjka v prihodnosti, ni več Davida Bowieja, zato ker Britanija postane pač tako obsedena z vojsko, z lastno zmago, z nacionalizmom, da pač David Bowie ne more pač dihati, ne more biti tujc, drugačen, pač to je preganjano. Vsi so pač lepe pričeske in pol je mislim, da je nek videospot naleti neke grozne muske pač o tem, kako je Britanija najboljša in dajmo zmagati, pa naši vojaki so super in tako. In si prav predstavljaš, fuck, ne. Res, rajš zgubim drugo svetovno, sem da imam Davida Bowieja kot pa tole. No. Tole katastrofa. In tu se mi zdi en tak pač zanimiv pogled na to, na časovni paradoks, kaj ti pravzaprav narediš s tem, da posegaš v čas. No? To se mi je zdelo vedno zelo fino. In se tako, kot pravim, pri tej seriji bi bilo meni ravno ta dilema res zanimiva. Ne? A bi jaz pristal na to, da bi zdaj živel v totalni utopiji, če bi vedel, da je ta utopija narejena na eni grozi, ki jo lahko preprečim. Ne? Zdaj pustimo, da je ne morem. Ne? Ja. Atomska bomba je padla, jaz zdaj vem, da je to, zvemo zdaj vsi, da je to ta tip, ki je pomagal narediti to sjajno prihodnost, ok, zapremo ga lahko ne vem kaj, ampak da imaš ti možnost uničiti vse to, kar imaš zdaj, pa ne vedeti, kako se bo prihodnost razvijala, ker tako, kot zdaj živimo, vemo, da prihodnost ne bo bog ve kaj. To se mi zdi ena taka zelo, zelo zanimiva dilema in tisto, kar meni pač dober film o potovanju v času, ima vedno taka pač zajebano vprašanje, na katerega ni enoznačnega odgovora in na katerega ni pravega odgovora. Jaz mislim, da pač ni pravega. Moraš se ti odločiti, na tebi je ta odločitev in to je meni največja jeba. No. Kaj pa recimo mehanika time travela oziroma vpogleda v čas, kot jo Avengers pokažejo? Ker v bistvu on pregleda vseh milijardo možnih prihodnosti in se odloči, ok, to moramo narediti. Pa noben ne ve, kaj je to. Ja. Pa noben tudi ne ve, kakšne so druge možnosti. Sam Dr. Strange. Ja. Je Strange. Ne vem, če bi mu zaupal. Mislim, je malo podobno temeljem. Ne? Foundation imaš pač človeka, ki na začetku zračuna, kakva bo prihodnost in potem nobenemu ne sme povedati. Ja, samo to je bolj, to se sliši kot matematika, ne? Verjetnost. Ne? Ja, ampak Mito, kaj pa tebi pade na pamet od filmov? Jaz bi rekel Interstellar. Valjda Interstellar. Ja, ki ima dve temi. Ima ena tale, torej potovanje skozi čas preko črne luknje, da v bistvu signalizira svojih hčerke, pa kao You Have Been Loved varianta, ki pokonekta vse like skup. Se mi zdi, da je v bistvu zelo ok. Ki imata te podobnosti v smislu, rečemo temu, iskrenih nastavkov, ne, kjer v bistvu iskrenost lika ali pa ta patologija lika presega world building, pa mogoče še znanstveno fantastiko, da se potem grejo malo bolj tega metanarativa na ta način. Bolj sci-fi izbira bi mi pa bila dejansko finale 5. sezone Star Trek Next Generation Times Arrow, kjer najdejo v preteklosti, najdejo na Zemlji Dejtovo glavo in je stara, ne vem, že 500 let. Ja, fulje. In pol se seveda zanka zalomi, znova vzpostavi Dejta in ekipa potuje v čas San Francisca, za čas, no, koga že je, onega pisatla. Nima veze. Ja, to se mi zdi en taki čist ok, lep primer časovne zanke. Jaz sem pogledal Sea of Tranquility, je naslov romana od Emily St. John Mandel in priporočam. Ja, se zanimivo je vedno tudi spet to. Jaz mislim, da nas tudi potovanje v času, oziroma ta časovna zanka, nas tudi vedno postavi vprašanje, kaj je pol to predestinacija, ne? Kaj je v resnici, če ti veš, da se bo nekaj zgodilo, pa kako se bo zgodilo, je seveda, to ni usoda, to je samo tvoje vedenje, da se bo to zgodilo, še vedno imaš ti svobodno voljo, da tega ne narediš na ta način. Sam zdaj, ali hočeš, da se to res zgodi na ta način, pol moraš očitno točno tak narediti. Se mi zdi dosti bolj zanimiv način, kot pa ta predestinacija. Nobeden od nas nima nobene odločitve. Vsak lahko ve zdaj, kaj boš ti naredil. Se mi zdi to bolj zanimivo. Ja, v bistvu lekcija tega je kao, da te ignoranca drži v kremplih usode. Ja, na nek način.
Kaj veš, Hillhead, ki je šel v avto, ko se ga pelali, je vedel, da bo umrl. Kočija je bila. Kočija, kočija je, ko ga zadnji zapre, ko mu tudi ona pove, ne, ko te premestijo, si ti mrtev. Ja. In on je zdaj ve, da bo umrl. In še vedno se odloči, da bo svoje zadnje minute na tej zemlji porabil za to, da bo rešil neko daljno prihodnost, s tem, da bo njemu zasadil seme dvoma, poli te ne bo imela rada, ti si, še vedno te nima noben rad, ker si pač svinja menek, whatever, ne? On mi je v bistvu največja zagonetka, ne? Zakaj se tako odloči, ker dejansko, če bi njegovo perspektivo pogledal, ne? Njemu Menik celo, oziroma Elias, ne? Mu celo reče, kao, v moji prihodnosti, v mojem svetu bi takšni kot ti, gej ljudje, Tako. ste vsi ok. Ja. Okay, vsi ste lahko in the open, vsi ste ok. Ne? Dejansko bi malo je delal proti svojim lastnim interesom, samo on je tudi zelo zmeden, ne? On se ne zna najboljše odločiti med ljubeznijo do svoje spolne narave ali pa identiteten do ljubezni do svoje družine. Izmed vseh še meni osebno najbolj zanimivo, ima tisti najbolj grozen precept. Sej za Hasan tudi probajo to vzpostaviti, samo so manj uspešni pri tem. Ja, pri Hasanovi se mi zdi, kao je, tvoj ta mali pa bo umrl, naprimer, kao, ona v njo potem žene maščevanje, potem še v prihodnosti. V bistvu je rešitev celega lupa samo pač maščevanje. Ja, se mislim, da je dejansko ta Healing Head, kako sem že rekel, da se piše, je edini, ki se mi zdi, da je najbolj kompleksen lik od vseh, ne, ker tudi Paul kaj je že, Weissman. Weissman je tudi. Ja, je kompleksen sem, a veš, ne vidimo pa ga zdaj toliko. Dobro, on seveda postavi svojo točko pri umoru v deklice, ne. Tisti je njemu obrat, ko on zdaj ve, zdaj vas bom vse pobil, zaslužite si umreti. In se mi zdi, da tam noter, čeprav spet na koncu, seveda v tem drugem lupu ga pač Menik prepriča, preden ga ustreli, no mu da še ono plato, ki jo potem skrije tam zadaj in je tudi on en mehanizem tega pač prekinjanja, prekinitve tega lupa. Ne? Ja, meni ima v bistvu malo grozen komentar, ki je zdaj sodobno gledano, malo celo tako strhljiv, ker on požira ves antisemitizem, pa jezo drugih okolice, pa jezo do samega sebe, vse dokler ne pobijajo pač mlado židinjo, ne? Pa postane on tisti maščevalni žid, ki potem vse pokolje. Ne? Ni da ni. Ne? Je malo... Ja, taka furija rata, ne? Ja, samo zdaj se mi ne zdi, da je to zdaj glih z judizmom ali židovstvom povezano. Ne, se pravim, to je na stran potisneno. On pač tako kot je Aljoša rekel, tle črto potegnem, konc je, dovolj. Ne, jaz mislim, da itak pri njem je bolj to... Da je nedolžnost. Ja, pa kompleksen lik je on meni ravno zaradi tega, ker mu vsi pravijo, ti si žid in si pokvarjen, v resnici pa on je pokvarjen, oni ga imajo v svojem... Se mi pa zdi tudi zanimivo, da seveda oba moška detektiva morata umreti. Oba vesta, da boste umrla in oba dobesedno prostovoljno gresta v smrt. Tudi on pač ga čaka predostilno, ve, da bo pokosil ga bojo konce. Spije še ono pivo ali kaj pač pije tam in pač gre. Imaš slabše konce. Ja, ampak se mi zdi fajn, oba taka kao mačo moška morata umreti zato, da lahko feminizem živi. Ok. No, eden je mačo, moški, drugi pa je mačo me. Tako. Ja, ampak se mi zdi, veš, pri obeh umre maskanju, mislim, pri Healing Headu umre njegov javn človek, ker nihče ne ve pol na koncu, kaj je pač on doživljal z unim lepim blondnim žurnalistom. In se mi zdi tako, je zanimivo, ampak seveda spet tudi zgodovinsko pogojeno, detektivi ti do ne vem, kjer leta ni mogla biti ženska, zato sta prva dva lika lahko res samo moška. Ja, ker edino ona telefonistka je tam. Je tam, ja. Oziroma tajnica je pa telefonistka. Ja, tako, unek še tiste presvičajo oziroma preklapljajo iz luknjice v luknjico. Tiste je mene vedno bilo tako zabavno. That's what she said. Trkan, res. Ok, zdaj pa mislim, da smo kar delali zadevo. Skratka, poglejte si. Jaz bi tudi priporočal. Samo imamo vsi neke pomisleke, samo je pač čisto ok. Mislim, na Netflixu ogromno enega sranja. To ni to. Mislim, to ni sranje, to je zagledati. Ne, definitivno je za pogledati. Tako da dejte pogledati, povejte, če ste pogledali, če se strinjate z nami, povejte, ko boste pogledali, kako vam je bilo všeč. In ja, gremo, Mito, nekaj imaš
Star Trek kotičko, a si to že porabil? Nisi, ker Ne. je Trials and Tribulations. Ja, tu sem pa prav hotel iti na Grandfather Paradox, ki ga v Star Treku ni. Jaz sem šel prav brskati po spominu, pa še pa po Memory Alpha in prav tega paradoksa ni, da bi nekdo bil sam sebi dedek. Ne? Ja. Je pa v tej epizodi, ki je pač ta klasična epizoda, ki se zdi S9 ekipa transportira počasno nazaj v Krkovo obdobje, v to znano epizodo o Tribblesih. Trouble with Tribbles. Tam v bistvu dr. Bashir prebije, ko flirta z eno medicinko, tamle medicinsko sestro, whatever, na Enterpriseu. Ga malo panika zapopade, ker ne ve, kaj storiti. A ne gre naprej s flirtom, a ne. Ker mogoče mi je usojeno, da bom sam sebi dedek. O'Brien ga malo Chief O'Brien malo z očmi zavija, pa potegne dvigalo naprej. In to je konec te dileme. To sem hotel omeniti. Dobro je Star Trek razrešiti, koliko je vse stvari. Gremo dalje. Z dvigalom. Ok, super. Hvala, Mito. Igor, skratka smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kaj si gledal, bral, špilal in poslušal. Ok, samo žanrske stvari. Torej, gledal sem Črni petek, lahko linkam, pol spodaj review. To je Thanksgiving, horror film, slasher, klalnik, kot se temu reče. Oprosti, tako je prevedeno. Ja. Ne, mislim, ima smisel. Ima smisel, ok. Zato, ker v bistvu štorija se začne s tem, da je pač Thanksgiving, zahvalni dan, in en tip, ki ima veleblagovnico, se odloči, da bo odprli ne šele ob polnoči, kot je pač All the Rage, ki se začne Veliki petek, ampak že ob 6 zvečer, zato ker ljudje bi itak že stali v vrsti in potem, ker se odpre to, pač pride tam štala, se ljudje zgazijo, lomijo se roke, vratovi zavijajo, šprica naokrog. In to je to, kar je potem povod za morilski pohod tega pač tipa eno leto kasneje, na Thanksgiving. Dogaja se pa v Plymouthu, Massachusettsu, kraju, kjer je pristala Mayflower in odkoder je pač bil tudi prvi zahvalni dan. Tako prikladno. Ja, pričemer to me je presenetilo, Plymouth je manjši od Celja, oziroma tu neki. Dan danes, ja. Luzeri pa prvi so bili. Kak? Ampak mislim, Celje je bilo bistveno naprej. Celje je bilo mička naprej. Mislim, prvi so bili oni v Ameriki, dejansko sem pristal pa nič. No, skratka... Mislim, da komentiraš slovensko ligo. Ne. Tam je Celje še vedno prvo. Ja, ne dobro. Torej, je v redu, mislim, fuljenga klanja, Eli Roth, obvisli, zna to narediti, ni boring, tako en kup njegovih filmov. Nedodelani liki, obvisli, Eli Roth je naredil film. Ampak kreativni umori, on v bistvu tisti cel... Grindhouse, ki sta Rodriguez pa Tarantino naredila, je imel fake trailerje not. Eden je bil Machete, eden je bil Hobo with a Shotgun, eden je bil Thanksgiving. In zdaj Thanksgiving dobo cel film in ene tiste scene so tam not. S tem, da tiste scene so bile takrat toliko hardcore, da so skoraj dobili X rating zaradi tistega v traileru, ampak so razložili, da ta trailer v bistvu vključuje vse, kar bi bilo v onem filmu, tako da je to spet, ampak je pač, ne vem, ženska na trampolinu skače in dela špago in se odbije in potem... Ne. Ja. To je not, pečeni ljudje so not. Okay. There will be no leftovers. No, ko me čakam, da grem gledati. Čudovito priporočilo. Ja. To, Leave the World Behind, tudi Netflix. Jaz nisem nič vedel in mi je bilo super, ker nisem vedel, kaj se dogaja. Že glede na naslov lahko sklepaš, da bo neki end of world shit in ful je dobro narejeno. Sam Esmail je naredil, to je tak, je Mr. Robot serijo naredil, v glavnih vlogah so to je Julia Roberts, Ethan Hawke pa Mahershala Ali. Pa tam zelo na hitro pokaže najprej za 1 sekundo ali 2 tega tipa, ko so ga Guardiansi ugrabili. Koga so pograbili? V Christmas specialu. Kevin Bacon. Ja, Kevin Bacon. Pol pa na koncu se tak čakal, kdaj bo spet Kevin Bacon. Ful je
Ful je dober film, ful je clever in pač štarte se s tem, da gre ena familija na počitnice, pač najame v bajtu in potem pač se tam pojavi zvečer lastnik te bajte, ki reče, ja, glih nekaj bilo, pa a lahko se tu prispim, pa vam dam denar nazaj, ni problema in pol pač vedno več čudnih stvari in vmes ena scena je, ki ne vem za nič spojila, ampak vmes je ena scena, ki si mi je zdela, ok, tole pa je zdaj malo nadrealistično, že to je pa že tak David Lynch shit, a se bo zdaj nekdo zbudil in potem cap da logiko not in je tak, a ja, valjda. In se mi je zdelo ful dobro, no? Tako da ful priporočam. Gledal sem Wonko, ja, musical je lušen, je Timothy Chalamet zna lepo pet, nima pa film nič tele dalovske čudaškosti, ki je v prejšnjih 2 filmih bila ful, ampak je pa cute, pa fajn muska. Pa še vedno pobija deco? Ne, zato ker je srečen. Zato ker tisto se zgodi pol, ko je on jaded, tukaj pa je mlad. You have been loved. Tukaj se on bori proti skorumpiranim poslovnežem, ki hočejo kartel furat. Basically je pro-tržno kapitalizem film in pač to, kar imamo zdaj. Seveda se pa lastnik čokoladnice. Ja, no ni še, ne? A ja, čakaj, to je predzgodba tega. Ja. Okay. Gledal sem Hellraiser oziroma Gospodar pekla, kot je prevedeno. Zadnji, ta remake. To je prevod? Sorry. Ja, tak je na HBO. Vzdigovalec pekla. Ja, ok. Sorry. V redu je. Mislim, meni je bil oni ful dober, originalen, to malo drugače štorijo, ful drugače štorijo napelje, pa v druge smeri gre, pa cool, 5 kili so v redu. Ja. Okay. Klensko. High budget zadeva, da pa tale novi, pač ključno, kar je bilo ful problematično, ko je film ven prišel, tale Pinhead, ne, je tukaj ženska, transženska, če smo natančni, kar basically, če je kdo prebral, je napisano na 10. strani knjige, da je ženska kao, pa ne čist. Tako da to, da daš trans igralca namesto enega belega tipa, ki je zdaj že prestar, da bi to špilo, mislim, ne vem. Mislim, da je folk izbirčen pri svojih demonih, ali kaj, ne vem, mislim. Ja. Mislim, gledaj, ljudje se bojijo trans ljudi, tak fez, da jih niti v horror filmih hoče. Ok, pogledal sem Široko in Kraljestvo vetrov, to si zapomnite, marca pride v kino, bil je na Animateki, to je krasen film, animirani, francoski, ful spominja na Ghibli filme, na koncu, ko ga pogledate, boste čutili ljubezen in srečo in upam, da bo sinhronizacija v redu. No. To je edino, kar me zdaj skrbi, ker je res lepo. Gledal sem kaj pa Ester, glih kar štarta slovenska najstniška komedija. Če ste fan Joker Out, pejte gledat, ker je on v glavni vlogi, njihov pevec. Drugač pa fun, ja, meni je bil zelo zabaven film. Gremo dalje, Bottoms, še ena najstniška komedija. Na Amazon zdaj glih kar pred kratkim prišla od iste avtorice, ki je naredila lani Shiva Baby in tudi ista glavna igralka je noter. Samo to je straight dumb as najstniška zadeva. Aha, pa še ona iz The Bear je v glavni, poleg nje v glavni vlogi. In je pukeno. In pol, ko se stopnjuje tole, pač ne vem, punce, ki so luzerke, se odločijo, da bojo Fight Club probali narediti v srednji šoli zato, da bi spoznali druge punce, ki glavni junaki niste lezbiki. In pol se to razvije v to, da se tepejo, v to, da postanejo full fighterke in pol je konec, ki je full bolj weird, kot v Fight Clubu in si samo tak, ok, kaj se je zdaj zgodilo? Res hilarious, priporočam. In še 2 knjige sem prebral. Prva je prvi poljski sci-fi, ki ni Lem. Lem, ja, Veščec ni sci-fi. Imaš prav, ja. In ni toliko dober kot Lem. In sicer Cyberpunk 2077 No Coincidence, ki pač je v isti svet postavljeno kot Netflixova serija Edge Runners in igra
Cyberpunk in je by the numbers Cyberpunk, tudi svet zgrajen in v redu in so gangsteri. Mislim, da je serija Netflixova je ful bolj edgy in alternativna in tole je dosti bolj klinkat pa plot-based, pa manj neke sporočilne fore, je pa idiotsko, da daš 3 glavnim junakom ime Ron, Zor in Bron, ker je ful težko slediti, ko menjaš med njimi, what the fuck. Ampak kudos ena od protagonistk je pa Milena, kar se mi zdi super za Cyberpunk svet. Nikoli nisem naletel na nobeno Mileno. Ja. Milenka. In še zadnja knjiga Steph Cha, Follow Her Home. To je pa tak zelo lušen krimič, postavljen v LA, kjer je glavna junakinja obsedena z Marlovom in njegovimi knjigami in celo pol je tega pol not. Tudi njen prijatelj živi v bloku, ki se imenuje The Marlow in kjer je pač en kup teh ulic tam naokrog po teh avtorjih poimenovanih. In ona vedno razmišlja, kaj bi Marlow naredil v nekem primeru, s tem, da ona ne bi mogla biti bolj drugačna kot Marlow, ker pač je 1,50 m velika Korejka, ki je cel cajt basically v japonkah hodi naokrog in kratkih hlačah, ker je pač poletje. Ne? In pol se pač zaplete v eno in drugo stvar in zelo v redu žanrsko spelje skupaj, kar me je pa pol še dodatno presenetilo, to je iz 2014 ali nekaj takega. 2013 in dejansko cel Me Too Rage je tukaj tak kipi noter najdeš. Aha. In to se je pač predtem zgodilo in je ful vredno not pozicionirano in se mi je ful dopadlo. Tako da, če imate radi klasične kriminalke, to je zelo fino napisano in ful hitro se prebere in tako da zelo priporočam. Okay. Super. Ti se zmagal, Igor. Zdržal si, zdržal si. Malo se spoči, spi, malo vode, Mito, ti si na vrsti. Jaz sem pogledal Yellow Jackets na Showtimeu, vseh 16 delov, pa še 3 na spletu, ker nimam pojma, zakaj v drugi sezoni manjkajo zadnji 3 deli. Zato, ker vsak teden pride nov in še... Ja. 2 tedna, tako čudno mi je, zakaj vse skupaj... Ja, res ful bizarka. Tako da se opravičujem, če sem koga oropal za whatever. Ful priporočam, kombinacija survival horrora z neko melodramo / mičken komedija noter, no. Mislim, da za fane Lost pa Twin Peaks je to prav cool zadeva, s tem, da upam, da bo to, koliko vem, imel, upam, boljši zaključek. Načrtuje 4-5 sezon. Malo sem presenečen, da je zgolj Kristina Ricci dobila zdaj nominacijo za najboljšo stransko vlogo pri Golden Globih, ravno včeraj, ko to snemamo, sem videl. Je pa tak zelo 90s, to je 90s as fuck. Cel 90s revival glasbe imaš noter, dogaja se leta 97, pač prvi timeline, medtem ko odrasle inačice preživelih letalske nesreče pa v letu 22-21. Ful dobra zasedba je, the best glasba, lepa igra, lepa fotografija, tako da se ful splača, jaz sem zelo užival. No super, ja. Ja, ker nekaj cajtega sploh ni bilo. Ne. Yellow Jackets, čeprav bi mogel biti na Sky Showtimeu. Ja, se zdaj je, ampak ne vem, zakaj onih 3. Lej, imajo neke čudne odločitve, da če sem gledam zdaj Simpsonove, tam razumem zakaj, ampak en del sem mogel tudi jaz iskati po vseh temnih kotičkih interneta, zaradi tega, ker ga je pač Disney cenzuriral, ker je not pač en belec v norišnici, ki misli, da je Michael Jackson. Ja, to sem gledal nekaj, zakaj so... Okay, no. Ker je Michael Jackson, ne zato, ker je belec. Ker je, šteka. Ampak ker je prav njegov glas in tako in so pač cenzurirali. Jaz sem pogledal, sem imel maraton Jasona Stathama, tako da sem pogledal, mislim, da 10 ali koliko njegovih filmov. Priporočam lahko Transporterja 1 in 2, ker sta mi bila zelo, zelo dobra. Aha. Hvala, Igor. Ja, Transporter 1 in 2 sta super, mislim, da sta tudi akcijsko zelo dobro narejena, režirana in vse skupaj. 3 je tako, kot da bi si tretji režiser rekel, let's not do that, in so pač naredili quit cut in ne vem kaj, in Jason Statham nenadoma ne rabi več nobenih svojih kaskaderskih for delati, zato ker jih dejansko nič ne vidiš prav. Potem pa sta Crank 1 in Crank 2, Crank High Voltage. Okay.
to je tako noro, neumno, butasto, da je fucking amazing, smešno in nekaj najboljšega, kar sem videl zadnji mesec. Res tako, v prvem delu mu dajo vbrizgajo nek strup, zaradi katerega mora neprestano bruhati adrenalin vase in pol se vse dogaja res tako, tista ura pa 20, ali koliko je film, ura pa pol, film je res ves čas na 11, to je tako od začetka, pač on se zbudi, tako je že videokaseta, ne vem iz nekega razloga videokaseta, vbrizgali smo ti strup, umrl boš pač tako in pol on vmes pogrunta, ko zdravnika kliče, ker zdravnik, kako si ti še živ? Ja, ne vem, cel cajt laufam, ja, pol pa je adrenalin, pol pa ves čas me je adrenalin in ne vem, nategne svojo punco nekje sred, ne vem, česa. V drugem delu pa mu, ker pade z letala, ne vem, 1 milijon kilometrov dol, ampak preživi in mu srce, zato ker je pač tako, ko en kon ta stedem, ki je pač preživel ta strup, mu srce kupi en Kitajc, ki ga igra, no kaj sem že rekel, no ta kung fu mojster, ki je bil včasih prav v tej seriji kung fu, David Carradine. Ja, on ga igra nekaj pač kitajskega. Ja, ni ravno PC ta film in on mu krade to srce, pač v sebe usedi, njemu pa usedijo neko začasno srce, tako da mora ves čas se elektrošokirati. Skratka, oba filma norasta, res tako posneta v eni taki res hektični montaži, včasih tako laufa, da je že, da bi bil stop motion tehnika, res tako noro, ampak dogaja se ful tle, punco nategne, mislim, da sred nekih pasjih dirk na hipodromu. Lej, ne sprašujte, nočete vedeti. Subtext, kaj je to? Ja, skratka to. In to mislim, da so bili najboljši pač filmi od Stedama, pol pa nekako, da so tam okrog 2010 nehali delati dobre akcije. Torej, pogledal sem The Bang Job, ki je povsod bil zelo visoko, dobre ocene, ampak meni je bil zelo boring. Vem, da je po resničnih dogodkih, ampak o nobenem liku nič ne zveš. Boring, Mehanik 1 in 2 sta brezvezna, to je res akcija, zelo slabo režirana, zelo slabo narejena. Safe, sem že skoraj pozabil, kva je to, ampak brez veze. Če en tak film brez veze, edino Spy mi je bil všeč, to je pa z Melissa McCarthy, komedija, ona je pač neka tajna agentka. In Jason Statham je pač, mislim, da najvišja točka tega filma, najbolj je smešen, najbolj fora. Se to se enkrat spomnim, ki je Igor razlagal, ker pač Stathamov lik verjame, da je face-off tehnika resnična in pač hoče, da bi mu to naredili. Ne obstaja. Kratka, tako. Čakaj, kaj pa Revolver? Ne, nisem pa gledal teh z Gujem Ritchiem, zato to so dobri filmi. Okay. Mislim, pa te sem videl, hotel sem pogledati vse te, ki jih nisem videl in sem gledal pač te akcijade, ker sem me ves čas, zdaj, ker sem ga gledal in v Fast and Furious, ker mislim, da vsi akcijski prizori z njim so najboljši, ker pač preprosto on tudi vse odigra sam in je pač mojster različnih teh borilnih veščin. Meni je res super v Transporterju, ker sem se prav pozanimal in on res združuje to borilno vrščino, ki ima tudi Jackie Chan, skratka uporabo nekih naključno pobranih predmetov, da je malo skoraj da komično, hkrati pa ta zelo močan kickboxing moment Van Damme in je on tako ena vmesna stopnja in mi je super, res. Transporter 1 in 2 sta res zelo dober, tam mislim, da v dvojki, ko pade na motorno olje in ugotovi, da oni seveda pol ne morejo prijeti in pa se cel namaže z motornim oljem, pa sname z nekega starega bicikla dol pedale in si jih priveže na čevlje, tako da edino on lahko hodi po olju, vsi ostali padajo, tako tisti je tako amazing. No? Res dobra scena, tako da dajte si kaj od tega pogledati, ker ljudje in ljudine, to je bila že naša 173. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serijo filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatov. Z vami smo bili Igor, Mehanik Harp, Mito, sorodnik Darku Gegić in Aljoša, najstnik Harlamov. Tole epizodo smo posneli pri meni doma, ne hodite k meni domov, ni me doma. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatov z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če ste v mračni ulici vašega mesta te dni naleteli na golo truplo, pojdite dalje, brigajte se zase. Glejte, veseli december je, stvari se dogajajo, zgodijo se. Je to res najhuje, kar boste ta mesec našli na tleh ulice? Wow.
Res? Nikoli ne ocenjujte tujega kinka, za ene umor, za druge bela snežinka. Ne. Podcast Obot, vesel decembra in celo leto. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast skojemo bot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti, in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, načrte za teroristični napad v prihodnosti. Ne. Predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 173. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je seveda božični special, kar pomeni, da bi moral iziti 24. decembra, tako da napnite ušesa in naravnajte se jih na takrat. Da se boste lahko pripravili, vam že zdaj sporočamo izjemno lepo temo te epizode. To so animirani celovečerci Hayao Miyazakija, vsi razen najnovejšega, ki ga žal nimamo kje videti. Kaj bomo gledali za novo leto, kjer letos namreč ne bo obodekov, pa vam sporočimo v naslednji epizodi. Nekaj odpičenega in povezanega s polnočjo. Se poslušamo takrat, hvala vam za vašo pozornost. Boš kaj rekel? Ja, ne, hotel sem, kako že gre. Ne. Prehitelo me. Okay, sem mislil, da boš poskušal kakšen židovski slang. Ne, zakaj bi to? Ne, just for your info, hotel sem se spomniti žvrgolenje tam malega. Ja. Ja, se tu bom dal pisk. Ja, pametno.